Živjo in lep pozdrav v drugi predstavitvi nevladnih organizacij in seveda v imenu članov nevladne organizacije v javnem interesu RAMAU, ki realiziramo torej te dotične predstavitve oziroma te dotične video pogovore. To počnemo v sklopu projekta Koroška demokratična postaja, ki je podprt strani Active Citizen Fund, Liechtenstein, Islandija in Norveška, ter tudi v sodelovanju z vladnimi organizacijami, konkretno z Gimnazijo Slovenj Gradec, z MOCIS-om, z Mladinskim centrom Dravograd in z Mladinskim svetom Slovenj Gradec. Zakaj konkretno gre pri tem pilotnem projektu Koroška demokratična postaja? Torej, njegov primarni namen je soustvarjanje stalnega dialoga oziroma nekega foruma, znotraj katerega potem diskutiramo aktualne družbeno-politične teme in kamor seveda sodijo pod to okrilje tudi te dotični video pogovori. No, če ste zamudili prvi del, v sklopu katerega smo torej na dolgo in široko tudi predstavili ta naš namen, potem lahko povem, da je seveda ta video pogovor, ta video predstavitev in seveda hkrati tudi predstavitev društva Varno aktivne poti še vedno na razpolago, na spletu, deljen je z odprtimi licencami. No, danes bom pa povedala nekoliko bolj na kratko in jedrnato, torej zakaj konkretno gre. Gre za serijo video predstavitev, znotraj katerih torej predstavljamo, kot rečeno, nevladne organizacije in tekom katerih torej izvemo, s čim se ukvarjajo, kakšen je njihov namen, koga nagovarjajo, kakšna je njihova ciljna publika in seveda tudi, kako se lahko mi vsi skupaj vključimo. In vse to želimo pravzaprav z razlogom približati zavedanje pomena nevladnih organizacij za nek prosperozen družben razvoj na eni strani in seveda tudi približati pomen družbene participacije na drugi strani. Tako, upam, da sem znala biti dovolj konkretna, kratka in jedrnata, zdaj pa k predstavitvam. Tokrat predstavljamo Konjeniški klub Slovenj Gradec, z nami je podpredsednica Karin Potočnik. Živjo in dobrodošla v RAMAU. Lep pozdrav, Urška, hvala za vabilo. Kar konkretno, torej Konjeniški klub Slovenj Gradec, kaj to je, koga nagovarjate oziroma kakšen najprej je vaš fokus? To je preko 30 let star klub. Wow, komplimenti. Vse skozi se ukvarjamo s tekmovalnim športom in potem smo različni od vseh ostalih društev, ki se ukvarjajo s konji. Na Koroškem jih je več. Pri nas gojimo tekmovalni šport, preskakovanje čez ovire, pa tudi dresuro. Je en problem pri nas ta, da nimamo primernih prostorov, to je 2 manež, v katerih bi lahko organizirali tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju, kar od nas zahteva Konjeniška zveza Slovenije, katerih član je naš klub. In njegova obveza je tudi ta, da enkrat letno organizira to tekmovanje. Letos smo ga organizirali prejšnji konec tedna in sicer v Kamnici v Mariboru, kjer imajo imenitno jahališče. Celodnevni dogodek, kjer smo bili od 6:30 zjutraj do 7:30 zvečer. Ja, torej cel dan. Izjemno nam je služilo vreme, najedli smo se tudi kostanja, pobrali smo ogromno rozetk in pokalov in smo zelo veseli, da je imenitno uspelo. Seveda se pa še bolj veselimo prihodnjega leta, ko bomo odprli, če bo sreča na naši strani, naše prostore na Hartensteinu, Mislinjski Dobravi, kjer imamo v najemu od lokalne skupnosti, torej mestne občine Slovenj Gradec, zemljišče, na katerem urejamo sami s pomočjo razpisov, ukvarjamo se, kolikor kdor zmore s tem, torej 2 jahališči in še prostor za spravilo ovir, to je ena taka imenitna uta, kjer bomo... Veliko si navrgla informacij zdaj v prvem delu, zdaj pa dajva malo bolj konkretno. Torej 30 let si omenila, naredi en prerez vseh teh 30 let. Verjetno nisi predsednica od samega štarta, nisi začela pri 10 letih, no, ampak kljub temu, ne, sem te že v redu osedla, no, smo pač generacija, ampak kljub temu torej povej, kakšna je torej zgodovina teh 30 let torej Konjeniškega kluba Slovenj Gradec. To je pestra zgodovina, veliko rozet in veliko pokalov, veliko padcev, veliko odrekanj, veliko denarja, veliko ur preživetih v sedlu. Na začetku je to bilo zelo klubsko, zelo družinsko, vsi so bili povezani, cele družine so z otroki hodile jahat, so živele za ta klub. Sedaj se je ta šport malo predrugačil, vezan je na malo več denarja, otroci so bolj individualni. Pri nas se je zgodilo to, da vsak trenira drugje, torej v Velenju, v Celju, v Gršovljah.
Skratka, niti se ne poznamo tako zelo med seboj, kot bi želeli, in to se bo s prihodnjim letom, ko pridobimo te prostore, spremenilo, da se bomo lahko družili in se spoznavali na Hartensteinu oziroma v Mislinjski Dobravi, kamor so uperjeni vsi naši upi. Če pravilno razumem, torej vsak član je pri vas, ima torej tudi svojega konja, oziroma je pogoj, da jezdi, ali dovolj, recimo, ne vem, sama ne jezdim, se celo bojim konjev, bi lahko bila vaša članica, pa bi se, ne vem, recimo želela kdaj pa kdaj priti samo, ne vem, pomagati pri kakšnem dogodku. Je ta opcija? Dobrodošla, Urška, dobrodošla. Ne, nasplošno tudi za vse tiste, ki naj recimo spremljajo, tako veš, da imamo različne ideje. No, kaj pravzaprav pomeni biti vaš član? Naši člani smo različnega ranga. Mi, ki ne jahamo, to se pravi skačemo četvire, se ne ukvarjamo s športom, imamo drugačno nižjo članarino, ampak veliko delamo, prispevamo. Potem imamo pa tekmovalke, tekmovalce, celo državne prvakinje z otroško ekipo. Kot sem že rekla, tudi ta konec tedna smo pobrali veliko rozetk, ki so uspešne v tekmovalnem športu, jih podpiramo, one so tisto srce našega kluba, mi pa smo vsi podporni člani in takšna članica bi lahko postala tudi ti. Ko bomo enkrat imeli svoje prostore, bo možno seveda tudi rekreativno jahanje. Ne pomeni, da moraš imeti svojega konja, najbrž bojo takrat tudi hlevi in bo možno klubsko jahanje, tudi kakšen klubski konj. To bi si želeli, predvsem pa bi si želeli razvijati tudi ostale pridružene panoge, kot so terapevtsko jahanje, hipoterapija. Aha, odlično, in potem so kakšne delavnice verjetno vezane. Tako, delavnice za otroke, sploh je popularno praznovanje rojstnih dni v Sedlu, kar počne naša članica Vesna v Škalah pri Velenju v imenu našega kluba. Tako da to je že možno, ampak dislocirana enota. Ja. Prej sem omenila, da je torej nekako to sodi pod okrilje Konjeniške zveze Slovenije. Nam lahko malo orišeš torej to sodelovanje oziroma namen, torej kot celovito, če gledava zdaj kot Zvezo Slovenije. Ja, Konjeniška zveza Slovenije je taka huda, stroga mama, ki vsem svojim otrokom predpiše, da morajo organizirati tekme enkrat letno. Smo kot člani te zveze Konjeniške Slovenije primorani. To je naša dolžnost organizirati tekmovanje, vsaj enodnevno, ki smo ga prejšnji konec tedna organizirali v Kamnici pri Mariboru. Sicer pa smo gostovali v teh letih že povsod skoraj. Bili smo večkrat v Velenju, v Celju, tokrat v Mariboru, v Ljubljani, Krumperku. V Sloveniji je imenitnih jahališč veliko, ampak ljudje, tekmovalci imajo najraje tiste, ki so blizu avtoceste, ker je treba tja pripeljati konje, to se pravi s tovornjaki, s prikolicami, in trenutno je najbolj popularno in tudi najlepše jahališče v Celju na Lopati, center konjeniškega športa Celje. Torej, enkrat letno si rekla, da je potrebno organizirati te tekme. Vmes na začetku sem si zapisala, upam, da sem si pravilno zapomnila, dejala si, da bo drugo leto, recimo Mestna občina Slovenj Gradec, bogatejša za dve jahališči. Kako pa zdaj, torej, kje pa zdaj konkretno vaši člani, torej vse tisti, ki se ukvarjajo z tekmovalnim športom, kje trenirajo? Trenirajo v sosednjih klubih, kot sem že rekla. Ja. Aha, torej ne v sklopu vašega. Ne, nimamo jahališča, nimamo primernega jahališča. To mora biti jahališče veliko najmanj za treninge 30x50, mivka. To so v resnici zelo drage, ja, zelo dragi športni objekti. Kako pa trenutno izgleda, recimo, da si lahko predstavljamo vsi skupaj, kako izgleda torej ta vaš konjeniški klub, vendarle imate torej tudi konje tam nekje? Konje imamo vsak pač po svojih hlevih, svojih štalah, svojih boksih, kjerkoli. Sama sem lastnica 28-letnega upokojenega policista, ime mu je Sonet. Zelo star konj. Kje ga imaš trenutno? Blizu letališča, kjer smo imeli prostore na zadnje v Slovenj Gradcu, odkoder smo bili pregnani. Če se tako reče. Ja, razumem. In zdaj so seveda plani za prihodnje leto. Ja, zelo blizu. Dajva morda, kakšni konkretni plani so torej? Da dokončamo ti dve jahališči, uredimo okolico, tudi nek družabni prostor, mogoče nek piknik na prostem, potem pa ta spremljevalni objekt, v katerem bo možno shranjevanje ovir, tudi kakšno druženje.
Te stvari zasadili smo kar nekaj češenj, orehov, skratka trudimo se revitalizirati in sanirati ta degradiran prostor na Hartensteinu, ki nam ga je občina dala v najem za 30 let. Odlično. Kdo je vaša ciljna publika oziroma kako pravzaprav, koga nagovarjate? So bržkone tudi potencialni zdaj gledalci, tisti, ki bi jih lahko nagovorili. Torej, kdo je vaša ciljna publika? Sama ne bi verjela, kako majhni otroci danes že jahajo in to se ukvarjajo s tekmovalnim športom. Samo malo nad to mizo bi lahko pogledali, res, to so majhne punčke, prave Pika Nogavičke, že pri 11 zelo aktivno jahajo, ali pa še mlajši, odvisno. Tako da v prvi vrsti torej otroci. V prvi vrsti otroci, pa tudi odrasli. Jahanje je tak šport, ki ga lahko opravljaš oziroma se z njim ukvarjaš vse življenje, nima zgornje omejitve, kar je redko pri športih, ker ponavadi... razen šaha, no. Edino, kar je, padci so nevarni pri konjeniških športih, ja. To je nevarno, drugače pa jaha je tudi zelo sivi gospodje, zelo lepo in fino in gre na tekmovališčih. No in s tem, ko boste recimo drugo leto dobili tudi dodatne prostore, lahko uvedli tudi dodatne vsebine, kot si prej sama omenila, torej z vsemi potencialnimi delavnicami, se bržkone tudi razširi neka možnost nagovarjanja, no? Tudi vse te terapevtske namene, kot rečeno. Vabimo tudi vse potencialne inštruktorje, da se oglasijo pri nas, tisti, ki bi radi se ukvarjali z inštruiranjem jahanja, da mogoče se dogovorimo, da grejo v tečaj. Res je, torej tudi inštruktorje seveda imate, no? Tudi inštruktorje imamo, ja, tako. Kako izgleda recimo en tak klasičen vsak dan v konjeniškem klubu Slovenj Gradec, recimo, da si lahko predstavljamo? Kako bo izgledal? No, dajva potem raje, kako bo izgledal. Kako bo izgledal. Ja, najprej je fokus na živali. Živali morajo biti site, dobro hranjene, čiste, zadovoljne. Ne smemo jih preveč obremenjevati. Vsak jahač je tudi menedžer svojega konja. Konj mora biti zdrav, naprimer trenutno je v našem klubu veliko poškodovanih konj. Pride tudi do tega, da včasih ni nobene živali primerne za ježo. Potem pa mora biti zdrav in v kondiciji tudi jahač. To je naporen šport, šport, pri katerem delajo vse mišice, podobno plavanju. Naše jahalke in jahači imajo zelo lepe hrbte, športne, nič se jim športni modrci ne zarezujejo v kožo. No, vidi, sam plus, ja, tako. Če človek jezdi. Odlično. Lepo držo, ravno. Nič se ne zvirajo v sedlu. No, perfekt, sami plusi. Začela sem torej ta naš nagovor, da pravzaprav želimo z predstavitvami vseh nevladnih organizacij pravzaprav prikazati, kakšen je družbeni doprinos, kaj društva, oziroma če posplošim, kaj pravzaprav ena družba pridobi z nevladniki na splošno. Pa bi tebe zdaj direktno vprašala, kaj torej misliš, da je en družbeni doprinos vašega konjeniškega kluba Slovenj Gradec? To, da omogočimo ljudem stik z naravo. Konj je zelo povezan z naravo, z njim se ne moremo gibati po umetnih urbanih prostorih, oziroma to ni njegovo naravno bivališče ali pa okolje, no. Razen za policijo, tam morajo po asfaltu galopirati in zelo kratko galopirajo oziroma kasajo po asfaltu, ker jih noge izdajo. Stik z naravo, stik samim sabo, naučiš se tudi postaviti meje. Konji v čredi vsak dan postavljajo meje in on točno ve, kakšne volje ti prideš do njega, in takrat, ko nisi najbolje razpoložen, je bolje, da ne greš na obisk, spustiš, da ne pride do kakšne nesreče. So zelo veliki, občutljivi, tudi veš po njihovem vedenju, kdaj je polna luna. Radi imajo priboljške, najbolje kakšne korenčke, jabolka, da imaš v žepu vedno za njih pripravljene. To je to. Lepo je z njimi, no, zelo lepo. So najboljši psihoterapevti, poleg delfinov in kitov. Tako da so zelo primerni kot terapevtska žival, boljši od psov in mačk. Njihova telesna temperatura je 38 stopinj, zato so zelo prijetni na dotik, topli vedno. Njim pa naš dotik ni tako prijeten, ker smo za njih hladni.
Ampak oni vseeno pustijo, da jih pobožamo in da jih božamo. Fino je, da imamo po zimi kakšne rokavice. Itak na zebe, no. Ja, samo če si doma na Koroškem. Ja. Je že težko biti brez rokavic. Ja, Tako da, ja, moramo poskrbeti za njih. Pri tekmovalnih konjih morda tudi to, da nekateri jih brijejo, jih morajo potem pač pokrivati, da se ne prehladijo. Konjički, fino je, da imajo svoje izpuste, da jim omogočimo čim več lepega življenja v naravi, tega, ker so oni navajeni gibanja, oni se gibajo tudi do 25 km na dan. In zato je fino, da imajo kak travnik. Nikoli ne smejo biti sami, ker razvijajo psihične težave. Torej, dejansko podobno kot človek. Ja, čredna žival kot mi. Ja. In potrebuje mnogo ljubezni in topline. Morda čisto za konec, torej konkretno za te, ki nama sledijo, kako torej naj navežejo stik, kolikor bi želeli sodelovati, postati tudi član ali kakšen prostovoljec, torej v sklopu Slovenjgraškega kluba. Najlažje je, da nas kontaktirate kar na Facebooku, Konjeniški klub Slovenjgradec, ali pa na Instagramu. Tam bojo naše mlade članice vam takoj odgovorile in vas povabile v Mislinjsko Dobravo, v Hartenstein, kjer se nam boste lahko pridružili na kakšnem pikniku, še posebej delovni akciji. Odlično. Karin Potočnik, najlepša hvala za predstavitev društva, seveda hvala tudi za ves ta angažma, ki ga vlagaš v nek družben doprinos in seveda dobrodošla kaj kmalu spet v RMU. Najlepša hvala, Urška, za vabilo. Z veseljem. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Do naslednje predstavitve nevladnih organizacij. Bodite aktivni oziroma morda še bolje proaktivni. In kot rečeno, srečno.